Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo potopili v morske globočine ter spoznali prikupnega hobotnička, ki se malce težje osredotoči samo na eno opravilo. Kako tudi ne, saj ima toliko rok. Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Hobotniček Cene. Cene je majhen, gibek hobotniček. Ima dar, da hkrati lahko počne ogromno stvari. Kaže, da ima to v krvi vsa družina. In tako doma vlada prava zmešnjava. Ta lastnost je zelo dobrodošla, kadar je treba sestaviti sestavljanko, brkljati okoli hiše ali pripraviti mizo. In kakšna je šele zmešnjava, ko se družina odpravi na sprehod? Pozor! Vihar v peskovniku! Zalila bo koralni greben! Toda Cenetova sestrica in starši so tako prijazni ter vljudni, da jih imajo vsi radi. Edini, ki mu vse to dogajanje malce preseda, je Cenetov učitelj. Hobotniček Cene je bister in dober učenec. Toda gospod Sardon je redoljuben mož, ki ima rad, da so vse stvari na svojem mestu. In ko danes, tako kot vsako jutro, Cene s svojimi rokami pomaha v pozdrav, gospod Sardon dobi morsko bolezen. Otroci se pri uri likovne umetnosti posedejo za svoje mize. Gospod Sardon deli barvice in čopiče. A še preden konča svoje delo, Cene že vsem razdeli papir, ne da bi sploh zapustil svoj stol. Hvala, Cene, zajeclja gospod Sardon, malce zmeden. Otroci se lotijo dela. Cene z eno roko drži svoj papir, medtem ko z drugo natančno riše. A še vedno ima dovolj rok, da hkrati lahko dela še cel kup drugih stvari. Na liste svojih sošolcev tako začne pisati njihova imena. Ošili barvice, Trnežu odpre knjigo z risbami, drži stol, na katerem se guga morski koniček in obriše prah z želvinega oklepa. Glava gospoda Sardona se obrača v vse smeri. Usede se. Hvala, Cene, vzdihne. V jedilnici Cene obeduje, a to ni vse, kar počne. Deli še prtičke in pospravlja krožnike, si naloži še eno porcijo alg, začini kitovo malico in vse to počne, ne da bi se sploh premaknil s svoje skale. Gospodu Sardonu malica ne tekne preveč. Na očeh mora imeti Ceneta in to ga pošteno izčrpava. Čas je za odmor. Cene si podaja žogo z želvo in stuno, a to še zdaleč ni vse. Vrti še skakalno vrv, bere zgodbo in na pesek nariše ristanc. Gospod Sardon prosi gospo Slanikovo, naj popazi na otroke. Malce si gre odpočit. Ob začetku popoldneva se gospod Sardon vrne. Vsak učenec vzame knjigo in se usede na spužvo. Nastopil je najmirnejši čas dneva, čas počitka, ki pa je za Ceneta najtežji. Bere sicer rad, a kaj ko tako težko sedi pri miru. Skuša se zbrati. Hop! Ena od njegovih rok obrne stran v knjigi, ki jo bere morski polžek. Flop! Druga naravna očala jastogu. Hop! Spet tretja poda smešno sporočilce delfinu.
Gospodu Sardonu prekipi. Ceneta odpelje k ravnatelju. Zelo mi je žal, Cene, reče. Toda v času počitka se je treba umiriti. Oprostite, učitelj, tega ne delam nalašč. Kmalu zatem sredi ravnateljeve pisarne zaslišijo čudni zvoki. Bonk, benk, prask, bum, bum, tresk, hresk. Ubogi ravnatelj, pomisli gospod Sardon. Popoldanskega počitka je konec in ravnatelj pospremi nasmejanega Ceneta nazaj v razred. Gospod Sardon, reče ravnatelj, vaš Cene je čudovit. Razumem, da vam hobotniček s svojimi nemirnimi rokami nakoplje kakšno sitnost ali dve. Kot otrok sem bil tudi sam velik zalogaj za svojo varuško. S Cenetom sva se pomenila glede tega in se lotila dela. In tukaj je rezultat. Tada! Sklikneta Cene in ravnatelj v en glas, ko odpreta škatlo. Miza za Ceneta. Prav takšna, o kakršni sem vedno sanjal, naznani ravnatelj. Zdaj bo lahko hkrati počel ogromno stvari. Še doda in pomežikne gospodu Sardonu. Učitelj je vzhičen. Kako dobra zamisel. Gleda, kako obe hobotnici v rekordno hitrem času postavita mizo in jo opremita s pripomočki. Hvala, gospod ravnatelj, reče Cene, ko se namesti. Tistega popoldneva se učijo zgibanja papirja. Gospod Sardon občuduje prizor. Zadovoljen je, da je hobotniček Cene polno zaposlen in zelo priden. Ja, zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Pravljica o tem, kako smo si tudi ljudje med sabo različni, drugačni, ter da je potrebno to drugačnost razumeti ter spoštovati. Vesela sem, da sta hobotniček ter gospod ravnatelj le našla rešitev, nad katero pa je bil navdišen tudi učitelj. Bravo! Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni šolsko obarvani pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca Borisa, ki je vsakodnevno zelo grdo ogovarjal otroke. A nekega dne se je s prihodom nove učenke vse spremenilo. In to na bolje, mnogo bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite strpni ter spoštljivi in se kmalu spet poslušamo. S hobotničkom pa vam pošiljava morski pozdravček. Čau, čau! Bravo, Cene. Super rešitev ste našli.